31 podjetij v sklopu projekta usposabljalo zaposlene. Krnčeva in Hribar podala ugovore. Mojčin Miklavž in dedek Mraz bosta razveseljevala otroke. Lepo pozdravljeni. V začetku minulega leta je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine kot nosilni partner z Združenjem kemijske industrije in 31 drugimi partnerji iz vse Slovenije uspešno kandidirala na razpisu Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s projektom vzpostavitve kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije Pametna specializacija. Danes so na sklepnem dogodku na Otočcu pregledali njegove učinke. V sklopu projekta, ki pomeni nadaljevanje prvega projekta Kocke, so vzpostavili kompetenčni center za razvoj kadrov, v katerem so povečali usposobljenost zaposlenih na določenih delovnih mestih v podjetjih, vključenih v partnerstvo. Kot veste, se svet razvija z neverjetno hitrostjo. Zaposleni se morajo ves čas usposabljati, ni več dovolj, da greš v srednjo šolo ali pa na fakulteto in imaš to znanje potem, ne vem, do konca delovnega razmerja, ampak je potrebno dejansko se ves čas usposabljati. Zato je ta projekt dodana vrednost za podjetja. Vanj se jih je vključilo 31 z Dolenjske in iz Bele krajine. Ukvarjajo pa se s plastiko, kemijo, farmacijo oziroma gumarstvom. Določili so 7 profilov, za katere so v modelu kompetenc izdelali načrt usposabljanja. In potem v teh mesecih od marca pa do konec oktobra tudi izvršili kar 542 usposabljanj. Te profili so proizvodni delavec, vodja procesa oziroma linije, tehnolog, razvojnik, kemijski analitik, komercialist in pa vodja oziroma vodstveni delavec. Usposabljalo se je skoraj 1500 delavcev iz 31 podjetij, tudi 40 iz podjetja Sepmo Kronok. Zato, da nadgradijo naši zaposleni svoje znanje, prišlo je do sprememb standardov, tako da smo vse to vpletali v to zgodbo tega kompetenčnega centra. To je tudi neka konkurenčna prednost, če se lahko vključiš v nekaj takega. Ključne cilje projekta Kocke S4 so presegli, poudarja prvi mož regijske zbornice. Predvsem je pomembno, da so med sabo povezali podjetja in zaposlene, ki so izmenjali dobre prakse. 30-članski občinski svet občine Krško se je zbral na ustanovni seji, na kateri so potrdili volilne rezultate in novega starega župana. Kdo bo zasedel podžupansko funkcijo, bo znano konec meseca. Kot veleva protokol je sejo vodil najstarejši svetnik Franc Lekše, ki ima s tem že izkušnje, saj že dolgo sedi v svetniških vrstah. Odkar so pri nas demokratične volitve, samo enkrat nisem bil, znači vse mandate, zdaj to je 5. mandat, če se ne motim. Slovenska ljudska stranka, ki pripada Lekše, je vse mandate najmočnejša po številu sedežev v občinskem svetu. Sam je vrsto let tudi predsednik krajevne skupnosti Veliki Trn. Jaz nisem, kar se tega tiče, imel nič privilegije. Skozi sem se mogel prizadevati, sem pa kot občinski svetnik podpiral vse projekte v občini Krško in mislim, da skozi tega sem dobil tudi en tak občutek, da tudi za krajevno skupnost smo dobili tisto, kar ljudje rabijo in mislim, da imamo kar dosti za pokazati tudi v krajevni skupnosti, kakor tudi v občini Krško v teh letih. Najmlajši v svetniških klopeh je 31-letni Luka Gramc, po stroki gradbinec, doslej brez večjih političnih izkušenj. Predvsem si bom prizadeval, da se z prostorskega in gradbeniškega vidika uredi naselja. Še posebej naš konec tam proti Podbočju, če se malo tako potegnem za svoje okolje. Drugače pa predvsem na kulturnem področju me stvari zelo interesirajo in si bom za njih prizadeval. Velika občina, kot je Krško, mora imeti zaradi tehnične operativnosti vsaj enega podžupana. Drugo je pa seveda tudi politična zadeva, kjer se z mesti podžupanov recimo temu nekoliko trguje oziroma se lahko dogovarja tudi kakšna neformalna koalicija. Tako da glede tega stečejo pogovori, kako in kdo bo zasedel to mesto, pa mogoče že v naslednjih 14 dneh. Pred volitvami je bilo neuradno slišati, da bo ob Stankovi zmagi nekdanji podžupani Ani Nuši Somrak ponovno dana priložnost, za podžupana pa naj bi bil imenovan še Silvo Krošelj iz Socialnih demokratov. V
V občini Šmarješke Toplice, kjer sta, kot je znano, županska kandidata Marjan Hribar in Bernardka Krnc prvič v zgodovini lokalnih volitev dobila povsem enako število, to je 1016 glasov volivk in volivcev, drugi krog županskih volitev pričakovano še ni dobil epiloga. V obeh taborih so namreč pravočasno podali ugovore, za pojasnila pa smo prosili predsednika občinske volilne komisije Fredija Bančova. Takrat bo torej znano, ali bo za odgovor na vprašanje, kdo bo v Šmarjeških Toplicah dobil mandat za vodenje občine, sploh prvič v zgodovini potreben žreb. Na občinsko volilno komisijo so prispeli 3 ugovori, 2 ugovore vložil magister Hribar in 1 ugovor magistra Krnc. Občinska volilna komisija bo o tem odločala v zakonskem roku, to je do četrtka ta teden. Predvidoma bo začela obravnavati zadevo v sredo pozno popoldne, dokončno odločitev pa sprejela ali v sredo ali v četrtek. 3. decembra obeležujemo obletnico rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna in tako imenovani ta veseli dan kulture. Številne kulturne ustanove so včeraj brezplačno odprle svoja vrata, v Velikih Laščah pa je Združenje slovenskih splošnih knjižnic v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije podelilo nazive Branju prijazna občina. Naziv je letos prejelo 10 občin, med njimi tudi Brežice in Dolenjska Toplica, v katerih spodbujajo bralno kulturo že pri najmlajših in skrbijo, da knjiga občane spremlja na vsakem koraku. K temu prav gotovo pripomorejo javne inštitucije, na prvem mestu Knjižnica Brežice in vsi ostali javni zavodi, ki knjigo postavljajo na zelo pomembno mesto. Pomemben prispevek k temu dajo pa tudi številna društva. Odkar imamo krajevno knjižnico v Dolenjskih Toplicah od leta 2007, tudi bralna značka za odrasle in še mnogo drugih projektov, manjših, mogoče izpostavim projekt Rastoče knjige. Nazive so prvič podelili lani. Ponosni smo, da smo v preteklem letu kot ena prvih občin prijeli to priznanje, ki ga v bistvu skušamo nadgrajevati z vedno novimi projekti. Pobuda za projekt je sicer prišla z Ministrstva za kulturo, vodijo pa ga Slovenske splošne knjižnice. S projektom Branju prijazna občina so v tesnem sodelovanju s svojimi ustanovitelji še posebej izpostavili široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote. Osnovno vodilo projekta je, da mora pri bralni pismenosti in kulturi sodelovati vsa skupnost. Ker je bralna kultura splet idej, vrednot, norm, vsebin in sporočil, ki jih oblikuje lokalna skupnost v vseh svojih pojavnostih, ter pomemben del koncepta človeškega kapitala. Dogodek so sicer popestrili s pogovorom o branju kot vrednoti in kulturnim programom. Na Dolenjskem otroke že 49 let vsako leto decembra razveseljuje Dedek Mraz. Letos bodo v Društvu prijateljev mladine Mojca poskrbeli za 39 obdaritev, od tega 23 za otroke mestne občine Novo mesto. Dedek Mraz se bo ustavil še v občinah Šentjernej, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice in Mirna Peč, prvič tudi v Dolenjskih Toplicah, potem ko je v Škocjanu in na Bučki malčke pozdravil Miklavž. Ta se bo jutri ob 5. ustavil še na novomeškem Novem trgu. V Društvu Mojca pod pokroviteljstvom 7 dolenjskih občin ter številnih donatorjev in dobrotnikov vsako leto poskrbijo, da dobri mož v dobrem tednu dni obdari 5000 predšolskih otrok. Začne pohod Dedek Mraz 14. decembra v petek in zaključi 23. decembra v Novem mestu. 29. decembra se pa Dedek Mraz poslovi na Glavnem trgu. Letošnje darilo in predstava bosta v znamenju čebel. Tako da otroci letos dobijo 2 knjigi, tematiko čebel, potem lonček medu, tablo, ki je z obeh strani možno na njo pisati, in pa risalni pribor od Dedka Mraza, pa na tako veliko čokolado. Poleg darila in srečanja z dedkom bodo otroci uživali v nastopu čarodeja Tonija z igrico Čebelar. Za Silvestra Polaka, ki je v vlogi dobrotnika že 36 let, je vsak december nekaj posebnega. Učki povejo veliko. Včasih sem rekel, škoda, da nimam kamere v kapi, da bi posnel vso to srečo, veselje. Enkrat na leto damo otroku
tistih 20 minut. Ko jim bije srček ob dobrem možu. Kljub strožji evropski uredbi, ki društvu onemogoča pridobitev podatkov o otrocih iz uradnih evidenc, ni bojazni, da bi kateri otrok ostal brez darila. Vsak otrok bo dobil, bi rekla, darilo, niti enega ni, ki ga ne bi. Če bi karkoli ne bi šlo s podatki skozi, bomo pa tam spolnili, ne? Če bo treba. Za plačilo daril in programa nadaljuje bodo morali zbrati približno 115 000 evrov. Tako so 9. novembra na več kot 3300 naslovov naslovili prošnje za pomoč. To soboto pa bodo pakirali 4800 daril v skladišču v Drgančevju, zato vabijo prostovoljce. Svojih imajo sicer več kot 400. V podzemlju v Beli krajini že 6. sezono zapored potekajo pogovorni večeri Bilo je, popestreni z glasbo in kulinariko, ki jih pripravlja Toni Gašperič v sodelovanju z gostiščem Veselič in Metliško mestno knjižnico. Tokrat so obujali spomine na živinske sejme, ki so bili nekdaj za Metliko zelo pomembni. Sejmanje dan je bil kulturno in ekonomsko pomemben dan. Živinski sejmi so bili namreč zelo dobro obiskani in na njih se je prodalo na stotine krav, teličkov, volov, konjev in prašičev. Zato se je ta dan tudi prodaja v metliških trgovinah 100% povečala, se spominja Janko Bračika. Vse, kar so ljudje takrat zaslužili na sejmu, so prodali kokoške, purane, semena, jajca. Te stvari so pol kupovali v trgovinah. Zanimivo, plac za prodajo živine je bil tam v Metliki, kjer je zdaj otroški vrtec. Živino so pripeljali iz različnih krajev, veliko iz Žumberka, veliko iz Hrvaške, kupovali so jo pa največ Italijani in pa slovenska predelovalna industrija. Na sejmih so veljala nepisana pravila, ki pa so jih vsi spoštovali. Čeprav so poslovali samo z gotovino, kraj ni bilo. Dana beseda pa je bila zakon. Dogovor je 100% držal. 100%. Sramota je bila, če kdo dogovor prekršil. Posebno pomembno vlogo pa so na sejmih imeli mešetarji. To so bili takratni brokeri ali pa danes, ko bi rekli, ne vem, mogoče lobisti ali pa karkoli. Zelo pomembno je bilo, za koga je mešetar delal, pravi Čulik. Če je delal za kupca, potem so njegove besede bile, da je zelo slabo govoril o živini. Če ga je pa angažiral prodajalec, tisti, ki prodaja, potem je on to živino hvalil. Kako je bilo to videti in slišati, so prikazali v igranem prizoru. Novo mesto je bilo te dni povsem v znamenju gimnastike. Gimnastično društvo je namreč priredilo gimnastični vikend, 3-dnevni projekt, v katerem so se predstavili tako najmlajši domači telovadci, kot tudi najboljši člani, ki so nastopili na državnem prvenstvu v ženski in moški športni gimnastiki. Obiskovalci so si tako lahko ogledali eno izmed najpomembnejših gimnastičnih tekem v Sloveniji. Svoj delež so prispevali tudi tekmovalci iz Novega mesta. Navdušila me je soseda in pa so me starši prijavili v gimnastiki. Z gimnastiko se ukvarjam že 9 let, zdaj 9. leto. In navdušujejo me tudi slovenske gimnastičarke, Teja Belak, Tjaša Kiselev pa Dela Šajn. Ja. Danes tukaj poteka tekmovanje v ženski in moški športni gimnastiki. Prijavljenih je približno 400 tekmovalcev. Prišli so tekmovalci vseh starosti, od najmlajših pa tudi do članov, ki pravkar tekmujejo. Zadovoljni smo z obiskom. Tekmovanje zaenkrat poteka po planu. Novomeški klub v zadnjih letih zelo dobro dela, kar se pozna tudi na vedno boljših rezultatih. Gimnastika ima v dolenjski prestolnici zelo dolgo tradicijo. Gimnastika je pač eden od bazičnih športov, tako da obisk je vedno velik. Želimo si še več, da bi bila baza čim večja, da bi bilo čim več otrok, kajti te naporne treninge, ki v gimnastiki so, ne zdrži vsak. Tako da večjo kot imaš bazo, več imaš potem lahko tekmovalcev. S pogoji za delo v klubu so zadovoljni, čeprav bo kmalu treba zamenjati določena telovadna orodja, ki jih je že načel zob časa. To so bile torkove novice. Hvala za pozornost in prijeten večer.